Pa se potopimo v tole. Danes se podajamo na eno res posebno potovanje. Sprehodili se bomo skozi naš odnos s tehnologijo, ki se, kot vemo, nenehno razvija. Ampak veste, to ni samo neka zgodba o napredku, o hitrejših procesorjih in boljših zaslonih. Ne, to je v bistvu zgodba o nas. O tem, kako smo se kot vrsta prelevili iz bioloških bitij v svet, ki ga poganjajo silicijevi čipi. Močna misel za začetek, kaj ne? Ampak ustavimo se za trenutek pri njej, ker ta ideja namiguje, da tehnologija pravzaprav ni nekaj zunanjega, nekaj ločenega od nas, ampak da je to naslednji korak v naši lastni evoluciji. Je orodje, s katerim dobesedno pišemo pravila svoje resničnosti. V bistvu smo kot programerji v neki ogromni simulaciji. Torej, kam gremo najprej? Seveda, nazaj v 80-ta. Poskusimo si to obdobje predstavljati kot nek skrivnosten, izoliran kraj. Prve računalniške sobe, te so bile kot nekakšen pradavni, še čisto neraziskan gozd. In to so bili stroji, ki so res definirali celo desetletje. IBM PC, Commodore 64, NES, ampak ključno pri vsem tem je bilo tisto razmerje 1:1. En človek, en stroj. Vsaka interakcija je bila tako intimna, osebna. Bilo je pravo odkrivanje digitalnega sveta, kjer je samo peščica kode na tistem starem zaslonu lahko odprla popolnoma nova vesolja. Veste, to ni bila samo tehnologija, to je bilo celostno doživetje. Z vsemi čuti. Skoraj lahko zavohamo tisti specifičen vonj po vročih tranzistorjih ali pa slišimo praskatanje diskete medtem, ko se nalaga program. Vsaka taka soba je bila kot nekakšno svetišče, popolnoma ločena od preostalega sveta. In ključna stvar pri vsem tem, ni bilo interneta. Vse je potekalo v zaprtem krogu, zato je ta primerjava s Platonovo digitalno jamo tako dobra. Tista primitivna grafika, to so bile samo sence na steni, kaj ne? In naša domišljija, naša lastna domišljija je morala zapolniti vse vrzeli in ustvariti celotno resničnost. Pa gremo naprej, v 90-ta. In tukaj, bum, eksplozija povezljivosti. Tista naša izolirana soba, tisti gozd, je končno odprl svoja vrata. In to nas težaj. Tehnološki preskoki so bili, res ogromni. 3D grafika ni bila več samo neka senca na steni. Ne, ustvarila je prepričljive tridimenzionalne svetove, v katere se je dalo dejansko vstopiti. In kar je morda še najpomembneje, v njane nismo več stopali sami. Stopili smo lahko skupaj. In to nas pripelje do legendarnega Lampartija. Ampak poglejte, to ni bilo samo igranje iger, niti približno. To je bil ključen družbeni in tehnološki premik. Predstavljajte si, prijatelji so fizično prinesli svoje težke računalnike v isti prostor, jih povezali s tistimi mrežnimi kabli in kar naenkrat iz neke osamljene izkušnje je nastala skupna digitalna resničnost. To je bil morda prvi utrip neke kolektivne zavesti. Kdo se še spomni tistega zvoka, tistega škripanja dial-up modema? To ni bil samo zvok, to je bil zvok rituala, zvok namernega vstopa v drug svet, portal, ki si ga moral zavestno odpreti. In danes? Danes je internet kot zrak, vedno prisoten, popolnoma tih, neviden. In ta prehod od rituala k stalni prisotnosti, ta je spremenil absolutno vse. Dobrodošli v novem tisočletju. Prava renesansa. Računalniška soba ni več soba, ampak portal. Tehnologija je pobegnila iz nje, kabli so bili končno prerezani. In to so bile tehnologije, ki so nas resnično osvobodile. Osvobodile so nas od pisalnih miz, od enoigralskih svetov. Digitalno ni bilo več nek cilj nekam, kamor si moral iti. Postalo je nekaj, kar nosimo sabo, kar naenkrat je bilo v našem žepu. Ta evolucija pa je bila neverjetno hitra. Res, v samo nekaj letih je telefon iz preprostega orodja za klice in mogoče kačo postal naprava, ki je začela združevati čisto vse. Delo, spomine, zabavo, vse na enem samem mestu. In poglejmo konzole. Vojne konzol so bile v polnem teku, ampak ni šlo samo za moč, za grafiko, šlo je za filozofijo. PlayStation 2 je hotel biti središče dnevne sobe, igre in filmi na DVD-jih. Xbox je gradil globalno spletno skupnost z Xbox Live. Nintendo Wii pa nas je spomnil, hej, imamo tudi telo. In vsaka od teh filozofij je pustila za sabo ogromen vpliv. In s tem pridemo do danes, do dobe, kjer se meja med nami in tehnologijo, ta se praktično briše.
Naša digitalna identiteta postaja neločljiv del naše fizične identitete. V zadnjem desetletju se je zgodil res ključen premik. Poudarek ni bil več samo na tem, da tehnologijo uporabljamo. Ne, poudarek je bil na tem, da bivamo znotraj in skozi njo. Postali smo prebivalci digitalnih svetov, ne več samo obiskovalci. Ker poglejte, digitalna izkušnja danes ni več osredotočena na eno samo napravo. To je preteklost. Danes je to kompleksen ekosistem. Pretakanje vsebin in družabno igranje sta če polovica vsega, ampak tesno zraven so mobilna integracija, ustvarjanje lastnih vsebin in, seveda, navidezna resničnost. Vse to se prepleta v eno samo veliko celoto. In to je fundamentalna sprememba. Resnično, iz pasivnih potrošnikov vsebin smo postali aktivni ustvarjalci. Postali smo nastopajoči. Naša soba, tista soba iz 80-ih, ni več samo soba. Postala je studio, oder za globalno občinstvo. In seveda, supernova pametnih telefonov. Ta evolucija je bila, res eksplozivna. Danes temu sploh ne moremo več reči samo telefon. To je naš osebni podaljšek, ki ga poganja umetna inteligenca, ki se nehano uči, prilagaja in celo predvideva naše potrebe. In s tem poglejmo v prihodnost. Kam nas vse to pelje? Ker zdi se, da se približujemo točki, kjer bo zlitje med človekom in strojem skoraj da popolno. Samo predstavljajmo si za trenutek to prihodnost. Soba, ki postane živ, odzivan organizem. Tehnologija ni več neko orodje, ki ga držimo v roki. Ne, postane okolje, v katerem bivamo. Okolje, ki je neposredno povezano z našo zavestjo. In s tem se krog sklene. Vračamo se na sam začetek. Ta celotna tehnološka pot, to ni nekaj, kar se nam samo pasivno dogaja. Daleč od tega. To je naša lastna, samousmerjena evolucija. Kot smo rekli na začetku, mi smo programerji, mi smo tisti, ki pišemo kodo. In to nas pusti z ultimativnim filozofskim vprašanjem. Vprašanjem, ki ostaja odprto. Ko se naše misli, naši spomini, naša celotna identiteta seli v digitalni prostor, kaj to sploh pomeni za naš obstoj? Smo presegli telo? Odgovor se še vedno piše.